Se spomnim, ko je počepno do mene dol, me vprašal, kaj me boli. Sem rekel, nekaj v hrbti in ne morem premikati nog. Pole smo si stisnili na roko in je rekel, bomo zmogla skupaj to. Anej Doplihar, paraolimpijec in parakolesar. Jaz si tako vzamem, kakšna taka nesreča, ki ti prekriža načrte, da vse se zgodi z razlogom. Hvaležen sem za to, da so mi ostale roke cele, da sem, hvala Bogu, samostojen, da nisem odvisen od drugih. Ljudje smo taki, ne. Jaz sem bil isti pred poškodbo, ne. Dokler nisem ležal en mesec v bolnici in razmišljal o tem. Normalno mi je bilo, da grem čez stopnico in vse, zdaj pa bolj cenim vsako malenkost, nekaj prej nisem. In sem dosegel prvo medaljo v kronometri. Potem je prišla čez 2 dni še cestna dirka na razpored in sem bil drugi. Tako da 2 medalji iz Tajsk, nagrada za vse trdo delo. No. Jaz pravim, če si ne komplicira življenje, lahko je življenje precej bolj lepo, kot kakšen, ki si komplicira. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Benesere. Danes snemamo in se nahajamo v salonu Meblo Yogi v Kromberku pri Novi Gorici in imamo zelo posebnega gosta. Z nami je Anej Doplihar, paraolimpijec in parakolesar. Tako da Anej, lepo pozdravljen na podcastu. Živijo. Nekaj cajta nazaj so že menila, za podcast smo potem ni šel skozi, tako da danes je pa končno prišla ta priložnost, da se usedava dol, malo poklepetava in tako naprej. Tako da. Ja, končno nam je uspelo se dobiti. Ja, jaz imam dosti obveznosti, pa sem bil malo jaz krivc, da se nismo dobili, ampak evo. Zmeram, ko pravijo, zmeram so obe strani krivi, ne? Vem, tako da. Pol. Takrat očitno ni bil cajt, tako da danes pa ja. Tako da bi začel prvo tvoj zgodbi, tako da če se nam na hitro poslušalcem pa vsem nam malo predstaviš, na hitro, kako je potekala tvoja zgodba in tako naprej. No? Bomo malo skrajšali, ne? Če smo lahko to do jutre. V glavnem, ko si me predstavil, sem Anej Doplihar, domačin tukaj iz Dornberga doma. Kaj ne rečem, ko sem bil majhen še v osnovni šoli, v 7., 8. razredu sem začel doma težiti, da jaz bi imel tisti motor, ne, motocross motor. Jaz se spomnim, ko sem bil majhen, sem bil bolj trmast, take trmaste narave, tudi znal sem vse uničiti, kar se tiče igrač in tega. In pole, glede na to, da doma nijemo noben motorja, vemo, ko so starši se bojijo za svoje otroke, ne, je bila mama tista, ja, pri naši hiši ne bo motorja nikoli, ne. In pole, ko sem že rekel, sem bil trmast, ustrajen in nekje v 7. razredu, konc 7. mislim, da sem dobil prvi motor. Seveda so mi starši to omogočili. Cross motor, tisti pravi, da sem lahko šel na progu in podobno. Na začetku je bil plan, da bom to imel samo za rekreacijo. Bil sem taki malo bolj buckast takrat, da bo rekreacija, če bom pridem v šoli, da se bom lahko za vikende uvezil. Pole to je šlo od vikenda 2-krat na teden vmes treninga tudi, vmes tedna, da sem lahko bil na motorji, ker mi je pač itak bilo všeč, ne. Potem je prišlo do tega, da sem naredil licenco, da sem začel dirkati. Seveda v šoli sem bil tako dokaj uspešen, no, da sem lahko bil na motorji in pravijo, da motocross je neka droga, ne, da je bolj močna kot tista prava droga, da benzin je pač taki nek način življenja ti rata, no. In meni je tudi ratalo, se pravi, bil sem na motorji, ne vem, 2-krat, 3-krat na teden, za vikend je bila pole dirka ponavadi, ko sem začel dirkati, so pa še neki rezultati zraven in pa je to še bolj potegne noter, češ biti zmeraj boljši, zmeraj več moraš trenirati, zmeraj boljši motor moraš imati in take reči. Se pravi, motocrossom sem se ukvarjal 12 let nekje, bil sem, ne vem več točno, ampak parkrat pokalni prvak, državni podprvak, nastopil sem tudi na eni tekmi svetovnega prvenstva v Švici. To omenim zato, ker štartati na taki dirki svetovnega prvenstva je kar finančni zalogaj, to mi je ekipa omogočila, to je bilo leta 2016, eno leto prej, ko sem se poškodoval. No, v glavnem vozil sem tudi evropsko prvenstvo na Hrvaškem, po Evropi in v Avstriji, Italiji in podobno. Užival sem do tistega dneva, ko se je zgodila ta nesreča. To je bilo 14. oktobra 2017 na pokalni dirki, zadnji v tisti sezoni se spomnim. Je bila dirka v Orehovi vasi, to je blizu Maribora. Prvo dirko sem zmagal,
sledila je druga v popoldanskem času, ker motocross dirka sestavljena iz treninga in 2 voženj. Druga vožnja je bila v popoldanskem času, se spomnim, sem štartal spredaj, prvi, drugi, in na enem deli proga, kjer je bil v senci, ker je bila bolj vlažna podlaga, se spomnim točno, da je bil viden lapor, da se je tako malo svetlo, ampak tista linija mi je pašala, da sem vozil tisto linijo na vse krog in v tistem krogu, mislim, da je bil 4. krog po štarti, mi je v bistvu izdrsal na prvo kolo motorja in ker zahrablo me je vrlo čez motor in ker sem pristal na tla, v bistvu motor padel direktno na mojo hrbtenico. Pač to je del športa, ne, pravimo, zmeraj si misliš, da to se meni ne bo zgodilo, ne. Kljub temu, da sem imel vso zaščitno opremo, se pravi, prije taka želva, rečemo v motokrosi, spredaj zadaj plastika, ni ublažilo, oziroma ublažilo je, ni preprečilo poškodbe, ker motor je recimo težk, ne vem, recimo 110 kilogramov, kar je bila še ta brzina, ne vem, 40 na uro 30, je verjetno palo 150 kilov na moj hrbet in težko, da bi kakšna zaščitna oprema to preprečila, ne, tako poškodbo. Takoj, ko sem pač pristal na tleh, da sem se ustavil, da nisem se kotalil več, ker so rekli, da sem naredil 2-3 prevale še, sem obležal na tleh na trebuhi in se spomnim, tako je šla proga zadaj za mano in so skakali v bistvu čez mene. Ker jaz sem bil za nekim takim previsom, ni bil skok, ampak je bil previs, ker si se malo odrinil, da si skočil, no. In jaz sem takrat samo molil, upam, da me nekakšen pač pobere, da nekakšen skoči na mene, ne. V trenutku jaz nisem čutil noh, tako da sem nisem pobrati iz proge, ne, da bi se umaknil. Tam je bil en redar, dirka potekala še 2 ali 3 kroge in potem se spomnim, se eden od sotekmovalcev ustavil v cilji, pri direktorju dirke je rekel, nekaj se je zgodilo hudega, ustavite dirku, ker pač ne kaže dobro, ne. In potem so ustavili dirku, ja, in potem so mi pač reševalci prišli do mene, vprašali, kaj je. Še pred tem je prišel tata prvi do mene, no, ker tata je bil z mano na dirki, ker je videl pač tam, da me ni na rezultatah, me je iskal po progi, kjer sem padel, itak se je videlo, kjer sem padel in se spomnim, ker je počepnil do mene dol, me vprašal, kaj me boli, sem rekel nekaj v hrbti in ne morem premikati noh in pole smo si stisnili na roko in je rekel, bomo zmogla skupaj to ječ res, ne. Meni se je v tistem momenti takoj zavrtel film, da bom verjetno rabil voziček, vsaj na začetki, ker pač jaz sem bil takrat star 24 let in če te boli v hrbti in da ne moreš premikati noh, mislim, približno veš, kaj te čaka, ne. Itak upaj zmeren, da boš shodil, da ne boš šel vozička. Bil sem dovolj star, da takrat sem vedel, vsaj na začetku bom rabil voziček, da bo potrebna neka operacija verjetno, ne, in da bom upal na najboljše, da se bom rehabilitiral, no. A ta občutek oziroma ta misel, da tu bo voziček zdaj, bo rabil voziček, je prišlo intuitivno ali si videl že toliko poškodb v motokrosu in si vedel mogoče, da bo to? Ja, če sem prav iskren, sem bil seznanjen s tem, zato ker moj najboljši prijatelj z osnovne šole, so krajan, so šolci in vse, je pač isto padel na podoben način, na dirki v Italiji, na motocross dirki, s tem, da on si je poškodoval više vretence, se pravi, jaz imam nekje v ledvenem deli na pol hrbta poškodbo, on ima v vratu poškodbo, to pomeni, da je težja poškodba, više, ko je poškodba proti vratu, težja poškodba, ne, se pravi, meni dela zdravo roko, normalno, pač v njegovem primeru dela samo glava, roka težko premakne oziroma jih ne more, no, tako da on se poškodoval par let pred mano, in sem vedel, kaj te lahko doleti, če voziš motocross, ne. Ma sem rekel, v Sloveniji je on prvi na vozičku, meni se to ne more zgoditi, ne. Ja, tako se jaz mislil, ne. Nažalost je doletelo še mene, ne. V istem kraju dve osebi iz motocrossa, edina v Sloveniji, ne, tako za reči, kakšno naključje, ne. Tako da, ja, sem bil verjetno seznanjen s tem in mogoče zaradi njegove izkušnje malo bolj pripravljen na to, kaj me čaka. Mogoče.
Kaj pa sledilo pole, se pravi po poškodbi, verjetno takoj urgenca ali kako? Ja, takoj tisti dan, ko je prišla zdravniška oskrba do mene na progi, so me pač ti dal tiste pomirjevali ali kar je, jaz sem povedal, kaj me boli. Spomnim se, da takrat to, da nisem čutil noh, je bil še najmanjši problem. Bolj problem je bil, ker nisem upal dihati, ker sem imel zlomljena rebra, ne vem, mislim, da 8 ali 10 rebr sem imel zlomljenih, prebita pljuča in poleg, kad dihaš, tisto, kot da ti eden zabiva nož v prsa, ne. Tako da poleg, ko so me v bistvu obrnili na nosile, se spomnim, je isto, kot da bi ti dali en kamen in vles se zdaj s hrbtom na kamen, ne, na tiste plastične nosile. Vsaki korak čutiš, ko so me v bistvu s kraja nesreče, se pravi iz proge, nesli do rešilca. Čakali smo helikopter. Takrat se spomnim, takrat sem bil še pri zavesti, no, je helikopter letel na neko drugo kraj nesreče in so ga preusmerili k nam, zato ker je bila moja poškodba res takrat pač nevarna, no, oziroma nujna, da rabim helikoptersko pomoč. Se spomnim, dole je potekala tudi ena tekma, zraven motocross proge je nogometno igrišče in so prekinili tekmo, da je lahko helikopter pristal tam, ker pač helikopter rabi toliko prostora, ne, da je lahko pristal helikopter na parkirišču, so dali avto vse na nogometno igrišče v bistvu in takrat je mene začelo, pač tisto zdravilo so začeli delati, tako da od tam naprej se spomnim samo še, ko smo bili v zraki, so bila odprta vrata, se spomnim helikopter, verjetno smo jih poleteli, je rekel reševalec, sem vprašal, kaj smo že na poti, peljali so me v UKC Maribor, ne, smo že na poti, je rekel, ja, še malo in bomo tam. Potem se pač ne spomnim več naprej. Vem pa, da sem bil še isti večer operiran, operacija bila uspešna, prvo so rekli zdravniki, da bom nekje do enega tedna v umetni komi, ampak verjetno to rečejo, če se kaj zakomplicira vmes operacija. Drugi dan sem bil že zbujen, no, sem dobil prvo obiska, seveda na intenzivni negi, ne, in tam sem začelo pole neko drugo življenje. Drugo življenje. Ja. In kako je bil občutek oziroma kaj se ti je dogajalo v tistih prvih dnevih po poškodbi? Ker zdaj izgledaš tak zelo pozitiven, imaš nek tak pozitiven pogled na življenje, si pa predstavljam, da takrat verjetno ni bilo lih enostavno. Ja, ni bilo enostavno, ne. Jaz bom rekel tako, večina dni je bilo, ne bom rekel enostavnih, glede na to, kakšno podporo sem imel, ko sem rekel ti, drugi dan po operaciji sem imel že obiska, se pravi starši in oba brata, zdraven je prišel tudi trener, ki ima takrat treniral motocross iz Hrvaške, je prišel me pogledat, to pač ne bom nikoli pozabil, no. In že takrat sem vedel, da imam neko podporo, da ne bom sam v tej preizkušnji in to je sigurno pripomoglo k temu, da mi je bilo recimo temu lažje, ne. So bili večeri, so bili dnevi, tisto, ki zaprejo luči zvečer, ne, ko ostaneš pač sam, ki ne moreš spati, kaj tako ležiš 24 ur, ne, ti začne vrteti film, ki je bilo, kar bil zdaj, ne, ki so moji prijatelji, ki pohajajo, zakaj sem jaz to, ne. Samo pač tisto pride in gre, tistih, ne vem, 1 uro, 2 uri recimo, slabi trenutki, ma je bilo, bom rekel jaz, več lepih trenutkov, vsaj kar se zame tiče. Zdaj, zanimivo bi bilo vprašati okolico, ne, ki je prišla k meni na obisk ali pa starša ali pa brata, ne, kako je videti družinskega člana na postelji, ki ne more pač se premakniti, ne. Po moje je bilo njim težje kot meni, no. Samo smo bili tako, družina, smo zmeraj bili povezani, zmeraj smo si pomagali in še danes je tako in to je bil velik plus pri taki preizkušnji, no. A si bil zmeraj tak pozitivc, da si tako z nekim takim optimizmom oziroma da si gledal na to poškodbo kot nek izziv, ker recimo se mi zdi tudi osebnost dosti igra vloge pri temu, ne? Ti lahko dosti pomaga to, da lažje greš čez to poškodbo in začneš potem naprej. Sigurno, mislim, pozitivc sem bil zmeren po moje, no, tako nasmejan in to, ja. Zmeren sem bil tudi optimist, oziroma sem še zmeren. Rečem pač, jaz si tako vzamem, ker kakšna taka nesreča, ki ti prekriža načrte, ne, da vse se zgodi z razlogom. Jaz pravim, hvaležen sem za to, da so mi ostale roke cele, da sem, hvala Bogu, samostojen, da nisem odvisen od drugih,
Dobro, razen zdaj, če kakšna stopnica, ajde, tisto niso še naštudirali, ne, nisem toliko vešč. Ma vse drugo lahko sam naredim, no, in to cenim. Pač probam biti pozitiven. Zdaj v takem primeru lahko se ti predaš. Poznam primere, ki so pač zaprti doma v hiši, ne. Jaz se v taki situaciji ne vidim. No. Ko sem rekel, prej sem bil skozi zaradi motokrosa okoli, ne, se je zmer nekaj dogajalo in sem rekel, pač jaz bom nadaljeval v tem stili, ker mi pač tak način življenja mi odgovarja. Ne. Se pravi, je bil ta šport drive za naprej, ta nek zahon za naprej? Ja, sicer v času rehabilitacije je bilo prvo fokus na rehabilitaciji, ne, da se probam postaviti na noge, če bi šlo, ne. Takoj potem je bil pa šport, ja, spet. Se spomnim, ko sem prišel domov, sem rekel, jaz ne morem biti v miri, jaz pravim nekaj, da bo adrenalinsko in podobno, ne, in potem sem začel športem spet, ja. Kako si pa spoznal, kako si prišel pole do parakolesarstva? Do parakolesarstva je bilo tako. Se pravi, jaz sem bil v bolnici v UKC Maribor nekje mesec in pol, potem sem bil direktno prepeljan na URI Sočo, se pravi rehabilitacijski center za take poškodbe in tam so nam že predstavljali različne športe, s kakšnimi se lahko ukvarja oseba s tako poškodbo, kot sem jaz. Predstavili so nam tudi parakolesarstvo, ne vem, košarko na vozičkih, ne vem, še skup enih športov od plesa do vsega, ne, ping-pong in podobno. In sem rekel, jaz treba nekaj adrenalinskega, ne. In sem rekel, jaz moram nekje dobiti to kolo, da probam, da vidim, če bo to zame, kako bo, ker vseeno si pač ležiš pri tleh, ne, pohanjaš na roke, ne. Na začetku je bil, ko sem gledal malo tiste posnetke po YouTubi, že kako se presesti noter, ne, danes je to neka rutina, takrat, ko nimaš občutka še, ne, ko v bistvu jaz to dol načutim telesa, ne, in na začetku nisem bil stabilen, ne, ker sem sedel na bolnišnični postelji, pač sem bil, kot da sem od tukaj gor izven vode in dole v vodi in pač nimaš občutka, ne. In tako da je bil že projekt se presesti v tisto kolo, ne, ko v bistvu so usede skoraj na tla, ne. Mi je pa pokazal kolo Marko Sever, je takrat kolesaril še iz Dobravelj, ki ima poškodbo približno isto kot jaz, no, je isto na invalidskem vozičku. Je rekel, ja, pridi, ti bom pokazal in tam se prvič naredil tistih, ne vem, koliko 200 metrov mogoče, je povedal, kako zavijaš, kako brenzaš in podobno. In potem sem si sposodil prvo kolo na URI Soča. Je taki, sistem je taki, si sposodiš lahko za en mesec kolo in potem ga moraš vrniti, da pridejo vsi na vrsto, ne. In tisti mesec je šel hitro mimo. Jaz sem kolesaril, ne vem, lahko vsaki drugi dan, tretji, za rekreacijo, ne, tam po 20-30 kilometrov, če sem naredil, ne. In poleg, ko je šel mes mimo, sem klical in težil gor, če bi lahko še imel kolo, ne. Ja, ne, moraš pa peljati nazaj. Sem peljal nazaj in poleg klical, ja, če 14 dni lahko prija spet iskat in poleg sem ga imel, mislim, da par mesecev, ko sem čakal moje kolo, ko sem ga naročil v tistem času. Koliko časa je bilo to po poškodbi? Se pravi 2018, konc leta avgusta, nekje sem jaz prvič probal. Konec julija, avgusta. Leto. Ja, slabo leto, recimo po poškodbi, sem prvič se vsel v kolono. In potem si dobil svoje kolo in potem se je začela ta pot naprej. Ja, in potem se je začelo tako, kot pri motokrosi, ne, prva rekreacija, ne, ker pač človeško telo ni naštimano, da bom skozi sedel v vozički, ne. Tudi da lepši spiš, da se malo utrudiš čez dan in podobno, ne. Tudi za ramenski obroč, ker pač gledam to, da se moram presesti, ne vem, 10-krat na dan. Če bom imel močne roke, to bom pridobil na kolesi recimo, ne. Mi bo vsakodnevne stvari se oblačiti, tuširati in to mi bo lažje, ne, potem. Ko bo enkrat sve natreniral, na začetku je bila muka, ne. Narediti tistih 20 kilometrov, se presesti v voziček, se stuširati, obleči in podobno, ne. Tako da ja, poleg sem začel kolesariti po bližnjih cestah in me je enkrat srečal takratni trener Aleksej Dolinšek na cesti. On je bil trener parakolesarske reprezentance v Sloveniji in enkrat, dvakrat smo se srečali na cesti in potem me je povabil na priprave. In pa se je začelo, so rekli, če hočeš dirkati za reprezentanco, moraš iti vsaj na eno dirko odpeljati. Jaz sem bil itak zagret, ne, za to, da bi probal. Sem šel v Avstrijo odpeljati dirko.
toliko, da se nastopil, ni bilo zdaj nekaj rezultatsko. Ne. Se spomnim, da sem se tam tudi prvič zvrnil zaradi neizkušenj. Ne. In tam se je pole začelo licenca, dirkanje, prvo svetovno prvenstvo, drugo. In zdaj smo to, kjer smo. Vmes še paralimpijske igre v Tokiu, ne 2020, ampak 2021. Kako je pa do tega prišlo? A je bil izziv se uvrstiti? Ja, itak. Ja. Mislim, problem je pred prvo na olimpijska igra in pole paraolimpijska, no, in pole še narediti nek rezultat. Ne. Takrat je bilo tako, da jaz sem to kolo jemal, to, kar sem zdaj govoril, ne, prvo kolo, to je bilo amatersko kolo. Ne. Zdaj v kolesarstvi danes se gleda na vsaki hram, tako kot pri navadnem kolesarstvi, ne, se gleda na težo tekmovalca, aerodinamiko in vse. Takrat se to ni še toliko gledalo, oziroma jaz nisem vedel. In te kolesa so precej drahe, zato sem kupil eno amatersko kolo, ne, s katerim sem nastopil do leta 2020. Kvalifikacije so bile pa, glede na to, da je bila takrat tista korona, ne, so se zamaknili na paraolimpijske igre za 1 leto. In sem do leta, se pravi, takoj, ko se je zaprla takrat država, če se prav spomnim, je bilo nekje marca 2020, sem jaz dobil lih novo kolo, karbonsko, in takrat sem naredil eno veliko stopnico naprej in velik napredek in sem bil v borbi tudi jaz za nastop na paralimpijskih igrah v Tokiu. Kvalifikacije so potekale na svetovnem prvenstvu na Portugalskem, na dirkališču Estoril, tam, kjer so formule ali kako je MotoGP, se sem že pozabil. No, tisto svetovno prvenstvo je bilo zadnja dirka pred paralimpijskimi igrami in dogovor je bil v naši reprezentanci, da tisti, ki bo naredil najboljši rezultat tam, da bo verjetno šel v Tokio nastopati. In ko sem rekel, jaz sem naredil napredek, sem zamenil kolo, se pravi, kolo je bilo dosti boljši kot ta prvo, sem bil na konci v bistvu jaz najboljši in izbran, da odpotujem na paralimpijske igre. No. Spravi, ti je korona naredila sluh po eni strani. To je spet tisto, ne, ko sem rekel, za vse je nekaj dobro. Ne. Pač 2020 smo bili zaprti, je bilo težko in vse, ne. Tudi 2021 mislim, da smo bili dosti zaprti. V mojem primeri mi je prineslo dosti dobrega in v bistvu nastop na paralimpijskih igrah v Tokiu, ker drugače ne bi videl jaz Tokija. Kako je bila pa izkušnja na paralimpijskih igrah? Bilo je zanimivo. Ne vem, kako so paralimpijske igre v normalni situaciji, se pravi brez covida. Ne. Mi smo bili tako, mi smo šli prvo na priprave, mislim, da 14 dni, zdaj sem že pozabil kraj, se pravi vsi, oziroma jaz in atlet, v petek smo šli na priprave prej dol, zato ker je bila dole isto napovedana vročina, da se aklimatiziramo. Kraj Fukui, no, zdaj sem se spomnil. Tam smo trenirali, Japonci so taki, to, kar rečeš, tako mora biti. Ne? Se pravi, če se zmeniš 5 do 10, da štarta avtobus, je 5 do 10, ni 6 do 10, ni 4 do 10, ne, recimo. Tako da so tudi te koronske ukrepe vse upoštevali. Ne. V bistvu mi smo bili zaprti v hotelu, celotno nadstropje je bilo samo za nas, za Slovence, v dvigalo in se spustiti dol v restauracijo nismo smeli, avtobus smo imeli svoj, smo imeli spremljevalce, se pravi, da ne prije do kakšne okužbe. Lahko smo šli v fitness z avtobusom, pač to je bilo organizirano verjetno dopoldne, če se prav spomnim, vsako dopoldne ali v fitness ali pa na kolo. Sotekmovalec je šel na stadion, ki je bil atlet. Se spomnim, ko sem šel na kolo, sem imel točno določen krog. Ne vem, trener mi napisal, je bilo vseeno 14 dni pred tekmovanjem, sem imel še dosti treninga za narediti, 3 ure treninga in prijemo mi na progu, smo mislili, da se bom jaz lahko vozil tam po cestah bilo kje, ne, da se bom že znajdu nekako. Ne. Riževa polja in ti voz 2,2 kilometra v krogi, 3 ure. Ne. Je bilo pač, taki pogoji so bili, ne, ni bilo optimalno, je bilo pa zanimivo, no, moraš voziti, prvič sem tam vozil po levi strani, ne, tudi, pa so taki faktori, ki se pač vsi vidijo, da si na Japonskem, da uživaš, na konci imaš en kup problemov. Mogoče je bilo bolj, da bi bil doma takrat, da bi treniral doma, ne, v domačem okolju, pač taka situacija je bila. No in potem po 14 dnevah smo se preselili v
na kraj dogodka, kjer so bile paralimpijske igre. Mi smo imeli dirkališče pod goro Fuji v bistvu, no, tako da smo se vsak dan vozili od hotela do dirkališča, smo videli to goro. Kar ikonično prizorišče. Ja, zanimivo. Je bilo pa tako, da parakolesari nismo bili v olimpijski vasi v Tokiju, tam smo šli samo en dan pogledati, pač kako izgleda olimpijska vas, kako je vse to veliko in podobno. Smo imeli, mislim, da 3-4 hotela, kjer smo bivali, no, parakolesarji, in potem isto smo imeli avtobuse, transferje, ki so nas vozili vsakodnevno na dirkališče, kjer smo trenirali in nastopali. Kaj ne rečem, od Japonske dosti nismo videli, no. Lahko povem samo še to, da ko smo nekako se spoprijateljili s temi spremljevalcami v času priprav, smo rekli, če bi nas lahko peljali na en izlet, oni so dali tako glave skupaj, so se melni po njihovo, ja, lahko gremo, ne, na konci. In potem so nas peljali smo rekli, da bi šli do morja, to je bilo nekje 1,5 ure vožnje čez nek prelaz, in prijemo do morja, se parkiramo do obale, nikjer nobenega, ne, in uhasne avtobus in reče, to je to. Ja, kaj lahko gremo ven? Ja, ne. Lahko gledaste morje tako samo skozi iz avta ven, ne. In ko smo rekli, ja, ok, in zdaj kaj? Ja, zdaj gremo nazaj, ne. Se pravi, 3 ure smo bili v avtu, tako da smo videli samo v avtobusu, da smo videli morje, ne. Pač Japonci so taki, da se držijo to, kar je napisano, tako mora biti, no. Zanimiva izkušnja. Upam, da bom doživel še kakšne paralimpijske igre v normalnih okoliščinah, da bom lahko znal polje primerjati, kaj je bilo tam in kaj bo. Kako je pa šlo samo tekmovanje? Kako si bil zadovoljen z rezultatom? Ja, v redu, mislim, zadovoljen itak, ne. Dosegel sem najboljši rezultat v parakolesarstvu, v zgodovini Slovenije, če lahko tako rečem. Ma tisti občutek na starti biti poleg vseh teh hasov, ne, jaz sem jih poznal tako na vides, ne, sem vedel, kdo je favorit, kdo ni, ne, tisti je dober občutek, res. Ker tam so pač vsi samo najboljši, mislim, da nas je bilo 16 na štartu v moji kategoriji, in pač so zbrani najboljši in veš, da si nekako z njimi, ne, oziroma ti je lahko včas, da si tam, ne, z njimi. Ti daš neko dodatno energijo za dirkat, no, zanimivo, no. Vse je pač zanimivo, vse svetovno prvenstvo, ma je tukaj še toliko večje bilo, vse je bolj organizirano, kljub temu, da je bil COVID, smo imeli neke navijače, osnovne šole in podobno, da so vse malo pričarali to vzdušje, ne, na štartu. Ne vem, od tega, kako imaš postavljen boks, v bistvu smo imeli na dirkališči Fuji, vse garaže so bile garaža za, ne vem, ali Formula, ali MotoGP, ali ne vem, kdo dirka tam. Smo imeli v bistvu garaže, ne, te bokse, pod klimu, imaš noter televizijo, da spremljaš rezultate in podobno. Je vse tako zanimivo videti in doživeti, ja. Ja, super. Bi se malo ustavil prav samo v športu parakolesarstva, da malo predstaviš vsem, ki to poslušajo. Ker dosti, po mojem, se ljudje, tisti, ki ne poznamo tega športa, ne zavedamo, koliko časa pobere, koliko energije pobere, ker na koncu je to profesionalni šport. Tudi ti si profesionalni parašportnik. Ja. Bi lahko tako rekli, ne? Pardon. Jaz rečem, da bom profesionalc, ko bom živel od tega, ne. Do takrat sem, recimo, delam kot profesionalc, pač ne služim še od tega. Ja, je tako, na hitro povedano, parakolesarstvo se pravi, se deli na ročno kolesarstvo, to, kar jaz, moja disciplina, so slepi in slabovidni, se pravi, tam je to dolgo kolo, kjer sta dva na kolesi, eden za drugim, spredaj je zdrava oseba, zadaj je slep oziroma slaboviden športnik, potem so po poškodbi glave, se pravi, imajo navadno kolo, specialko, s tem, da imajo zadaj 2 kolesi, ker nimajo toliko stabilnosti. To je T kategorija, C kategorija so navadne kolese, se pravi, kakšen apuntiranc, brez ene noge, brez, ne vem, ene roke, brez, ne vem, prstov, recimo, to vozi navadno kolo, ne s kakšnimi prehoditvami.
mislim, da sem vse povedal. In zdaj, če se osredotočimo na mojo kategorijo, se pravi, ko pohanjamo na roke, to je handbike, zato je oznaka H, imamo pa 5 razredov, se pravi od prvega, prvi je recimo prva H1 je kategorija, ki ne morajo z rokami, s prstami, se pravi, ne morajo primiti pedal, si morajo nekako pritrditi roke gor, no, da pohanjajo. To je tisto, kar sem rekel, da je poškodba višja v vrati. Logično so najbolj počasni tudi, zato imajo mogoče prilagojene kakšne trase, da nimajo toliko vzpona in podobno. Potem je H2, ki še že lahko prime kaj, ne prime tako kot jaz, ampak lahko z eno roko normalno, z drugo ne. Noben od teh pač ne hodi. Potem smo moja kategorija H3, ki v bistvu glavna razlika je to, da nam ne delajo trebušne mišice, se pravi, smo vsi nekako tam, noh ne premikamo, nam pa delajo normalno roke, se pravi zgornji del telesa. Potem je H4 kategorija, kakšen lahko kaj hodi, lahko premakne nogo, trebušne delajo vsem, roke delajo normalno in potem je še H5 kategorija, ko v bistvu klečijo, ne toliko ležijo v kolesi, tako kot jaz, nimajo poškodbe hrbtenice, so pa amputiranci, se pravi brez ene noge ali pa brez obeh nog. To je recimo bil, ko smo blizu Italije, najbolj znan je bil Zanardi, Alex Zanardi iz Italije, ki je ful uspešen bil v parakolesarstvu, vozil to recimo kategorijo H5. Seveda so potem ženske, vse kategorije so še ženske posebej, tako da je teh kategorij na tekmovanju kar dosti. No. Ko sem rekel, v moji kategoriji nas je ponovadi največ, zato ker je hrbtenica nekje na polovici poškodovana, na pol hrbtenice. Bi si lahko trdil, da 70% nas je lih iz motokrosa, tej, kad dirkamo. Tako da ja, je kar zanimivo, no, vsega vprašaš, ja, kaj je, kje se je zgodila poškodba, ja, motokros, ne, ali pa kakšen speedway, ali pa kakšen cesten motor je že malo verjetno, no, ali pa kakšen enduro in podobno, tako da smo vsi nekako bliže prej tekmovalni, bili mahnjeni na benzin, no, vsaj večina, tako da je zanimivo. No. Sem ti odgovoril približno? Ja, zdaj bi pa šel bolj tako v sam šport oziroma treninge, priprave, pa če nam lahko predstaviš, kako recimo poteka tvoji dnevi, kako potekajo tvoji treningi. Malo si že omenil, se pravi, da si bil na kolesu tudi do 3 ure. Ja, me zanima tako malo več o tem, če nam daš en tak pogled v svoje življenje. Ja, se pravi, moj teden je sestavljen nekje iz povprečja tam 15-14 ur treninga. Pridejo tedni, ko sem 10 ur na kolesi plus fitness in pridejo tedni, ko sem na pripravah, ko je do 25 ur treninga, recimo, tisto največ, kar sem naredil. Ponedeljek ponavadi je zmeren taki na easy dan, to pomeni, da je 1,5 ure kolesa. Torek je ponavadi trening v fitnessu zjutro, to traje nekje do 1,5 ure. Tam mi seveda zmeren pomaga trener ali suhadolnik. Se pravi, da mi da uteži in podobno, ne. 1,5 ure treninga, popoldne sledi 1,5 ure, 2 uri, 2,5 še kolesa, to je ponavadi zmeraj na easy kolo, toliko, da sem na kolesi, da delam ure, količino in podobno. Sreda so že kakšni intervali, 2-3 ure, odvisno kako je, odvisno na kaj se pripravljamo, v katerem časovnem obdobju smo pred tekmovanjem in podobno. Četrtek je ponavadi spet fitness, zjutro, popoldne kolo. Petek, sobota, nedelja so pa sobota, nedelja še največ kakšni daljši treningi. Zdaj govorimo daljši, mislim, da sem bil največ 6,5 ure na kolesi, da sem mogel narediti. To je ponavadi na pripravah, ker je več cajta, fokus samo res na treningah. Ker moraš biti res spočiti in vseeno mora funkcionirati, da narediš to. Tudi glava mora biti pripravljena na to. Drugače pa, ne vem, moj dan se začne ob 7, ponavadi, če fitness ob 7, se pravi, moram ob 6 že vstati, ne, da pridem do Sežana, hodim v Sežano fitness. Ne vem, ponavadi treninga opravljam itak doma, ne, ko sem doma, pač doma se pripravim, se oblečem, grem dol v garažo, se presedem v kolo, štartam, naredim trening, pridem domov, prvo se grem stuširati, si skuham kosilo, sledi počitek ali pa tudi ne, zmeraj so kakšne obveznosti doma, ne. Tako da zvečer večerja, probam jaz večerjo tam do 6 ure, da pole grem ob 9-10 spat, da se zregeneriram za naslednji dan.
kaj ne rečem, ta šport, tudi parakolesarstvo, ko sem začel, ni bil toliko, so rekli, so samo ravninske trase, ne rabiš paziti na težo, ne rabiš nič, ne. Kolo ni toliko pomembno, to se je v zadnjih 6 letih, mislim, da ful spremenilo. Moramo gledati in na težo tekmovalca, se pravi, moram paziti, kaj jem. Zdaj ne skozi celotno leto, ampak če vem, da bo dosti vzpona na dirki, probam zgubiti kakšen kilogram. Pri tem moram paziti, da ne zgubim mišične mase, ker potem zgubim tudi moč, ne. In potem iščeš tisti balans, da boš optimalno pripravljen, ne, na dan tekme. Moramo, ne vem, oprema, vsak dan zmislil nekaj novega, moraš kupiti tisto opremo, če hočeš biti najboljši, ne, ker pač na svetovnem rangu tekmovanja so pa le razlike, pač gledamo sekunde, ne, in oprema dosti pripomore tudi k končnemu rezultatu, ne. Tako da, ja, moraš paziti, kot navadni kolesari, profesionalci, moramo tudi mi delati. In trening kampe, in višino, in priprave, se pravi hrano, in koliko poješ na kolesi, in regeneracija po kolesi, vse to vpliva in seveda sama oprema, ki jo uporabljaš, vpliva na končni rezultat. Tako da to je prišlo res na nek taki nivo, da pač jaz delam samo to, kakšno zaposlitev si nabil, pa še privoščiti zraven, in hvala Bogu zaenkrat uspeno. Ko se rekel, zdravje mi služi, tako da uživam v tem in Ja, si predstavljam, ne poznam, oziroma nisem še bil na tem parakolesu, se mi zdi po eni strani še težje, ker v bistvu moraš vse z rokami pohanjati, ker na cestnem kolu delajo noge, se mi zdi, da so močnejše kot samo roke, tako da po eni strani je mogoče še težje. Ne vem, kako bi je primerjal, je kakšna primerjava sploh se da narediti? Primerjava. Tudi recimo to, kar si omenil, ne, ti na kolesi na navadnem lahko malo ustaneš, ne, drugače pritiskaš na pedale, ne, si malo, ne vem, pretehneš kakšno mišico, ne, mislim, tako raztehneš ali kaj, ne. Zdaj jaz v kolesi sem pač fiksiran, ne, noge so postavljene fiksno, zmeraj kot so v kolesi, ne. Če strup imam en pas, da sem bolj fiksen v kolesi, zdaj lahko edino malo dvignem glavo ali pa spustim na naslon, ne, zadaj. In to je to, kar lahko spremenim, ne. Če se primerjam z navadnimi kolesarjami, ker gremo na kakšen trening skupaj, ne, je zanimivo to, da po ravnini sem jaz recimo dokaj hiter, ne, zaradi upora, ker sem nizko, ne, tam trpijo navadni kolesarji, ne, recimo, da trpijo. Na klanc trpim jaz, oni peljejo brez problema, ne, ker je že zaradi moje teže, kolesa in manjše sile na pedale, ne, se pravi manjši vator, rečemo kolesarji, so oni bolj hitri na klanc, na spust pa redko kakšen upada. Tako da tam Rešku raketa dole. Ja, itak, tam je rečejo, vse rešku formula, ne, itak pač kolo je nizko in leti, ne, to. Tako da je zanimivo, no, je pa ista logika je kot pa navadne kolesi, ne. Moraš trenirati v fitnessi, da si močen, tudi da preprečiš kakšno drugo poškodbo, ne, na kolesi, da niso eni in isti gibi, ne, se pravi, da ne samo vrtim, ne, da tudi malo druge mišice delajo, se pravi, moraš paziti preventiva zaradi poškodb, moram paziti na hrano, na kolesi, tako kot navadni kolesarji, moram opremo, še enkrat, ko sem rekel, imeti dobro, da sem hiter in vse to, no. Kako prehrana, verjetno ti temelji predvsem na hidratih, pa beljakovin dosti, ali kako imaš recimo prehrano? Se pravi, po treningi ogljikovi hidrati in beljakovine, ne, če se na pripravah, to kombiniram, odvisno od dolžine treninga, odvisno kakšen dan me čaka kakšen trening me čaka naslednji dan, ne. Zdaj, če me čaka dolga vožnja, ne, ali pa bolj intenzivno, moram en dan prej malo več hidratov pojesti, ne. Če ne, če hočem zgubiti kakšen kilogram, lahko tam malo prešparam, ne. Meni paša dosti cukra tudi, se pravi, ne vem, od Milke, čokolade Milka, ne, mi da res energijo tisto. Na kolesi uporabljam pač gele in elektrolite. Zdaj, če je toplo, moraš malo več tega pojesti, ne, ker pač telo daje ven iz sebe. Če je mraz, pač ne rabiš toliko. Ponavadi pred dirko jem, ne vem, tako malo več cukrov, ne, da mi da tisto energijo, da prije cukr prej v kri in podobno.
Tako da ja, jaz jem vse od hrane, pred kolesarstvom nisem jedel recimo zelenjave, ki zdaj jem, pa zdaj mi je dobra, solat ali pa kaj, ne. Prej boh ne dej, da bi jo pojel ne malo. Pač to pripeljalo vse tega, da moram jesti, no. Imam tudi pomoč nutricionistke, ki mi pomaga oziroma svetuje in nekako nadzira, kaj jem, kaj ne jem, kaj bi mogel še dodati. In filozofija je taka, da moram vse jesti, pač samo v nekih zmernih količinah. Zdaj si sem rekel, če rabim shujšati, moram malo prilagoditi to, če ne rabim, pač jem več. In ni nobena taka logika, samo pač moraš spoznati svoje telo, kaj ti paše, kaj ti ne paše. Točno to, spoznati svoje telo, kaj ti paše, kaj ti ne paše in prilagoditi pole cilju, oziroma ko se povedal, nekomu namenu. Kako pa recimo skrbiš za regeneracijo, se pravi, rekel si tudi do 15 ur treninga oziroma še ki več na teden in itak pri temu je najbolj pomembna regeneracija, da lahko se ti ubivaš na treningu, kolikor želiš, če regeneracija ti ne omogoča tiste energije pa obnove telesa, stikopiče, ne? Stikopiče in pole enkrat prideš in rečeš, ne moreš narediti, ne? Meni je v bistvu ful pomemben spanec. Zdaj jaz dosti potujem po sveti, ne? In ko pridem jaz v apartma ali pa, ne vem, v sobu, hotel, bilo kam, ne? Prvo grem do postelje, kjer je kao določeno za mene, ne? In provam, koliko je trd jogi, ne? Ne, to je res, pač glede na to, da sem na vozički, ima red, da je trd jogi in kadar je zdaj na Tajskem recimo bil ful trd in sem spal dobro in to mi ful pomene. Predvsem zato, ker jaz se težje obračam, ne? Ker pač ne morem noh premikati. In zdaj, če si po noči, jaz se obrnem, ne vem, 2-krat, 3-krat na noč recimo, zdaj, če si po noči vdre, ker se hočeš odriniti, ne, komolca ali kaj, mi porabe več energije in rabim več časa, da se obrnem in podobno, ne. Zdaj, če je trda podlaga oziroma trdi jogi, je to bolj enostavno, ne. Zmeram ni optimalno, to itak da ni, samo ko sem na pripravah oziroma tekmah, ko si utrujen, itak zaspi zmeraj, ne. Je pa to velik plus, ja, če mi ugaja ležišče, recimo se spomnim doma 3-4 leta nazaj sem prenavljal sobo, smo prenavljali sobo, no, in sem zamenjal posteljo, sem kupil večjo posteljo in pole, kakšen jogi, ne, sem rekel, najbolj trdega, kar imate. In takrat je bil slučaj, da je bil najbolj trd jogi prav od Mebla jogi, no, tako da jaz ga uporabljam že 4-5 let mogoče, 4 leta in mi je ful dober, no. So prodajalci rekel takrat mislim, da bo pretrd zate, sem rekel, ne, jaz hočem, da je trd, ne. Prav zaradi tega, zaradi obračanja, ne. In moram reči, da sem pač zadovoljen in to je to, no. Katero vzmetnico imaš ti? Katero si izbral? Zdaj modela točno ne vem, bi mogel pogledati. Vem, da smo takrat gledali, da je čim bolj trd. Ja, čim bolj trd. Jaz sem pogledal, se nisem vedel, to sem pogledal, ker smo v sodelovanju z Meblo jogijem, so rekli, da je Napoleon kakšen jogi, imam dimenzije in odprem so rekel, vse je Meblo jogi, ne, to je. Pa slučajno, jaz sem takrat pozabil, sem pač vzel tega, ki je bil res dober, mi je uhajal in je bil Meblo jogi, zdaj modela se ne spomnim. Ne mislim menjati, zato ker mi ta odgovarja. Ja, jaz sem se tudi pred kratkim, preko smo začeli sodelovati z Meblo jogi, tam sem se tudi, poleg, ker sem dubil, oziroma, ker sem kupil nov jogi, sem začel se spoznavati, koliko je pomembna. Ko v bistvu prej sem imel en star jogi, pa sem dal samo nadoložek gor in ta nadoložek je bil ful meh. In pole se veš, ne. Če je ful meh, pole tvoje telo ni ravno, oziroma ni komod po noči in pole me je začel boleti križ in pole je bilo, mogoče je treba nekaj narediti na temu. Ma jaz vidim tudi, če je premehko ležišče, ne, ko sem kje v hotelah in tu, mi začelo mrtvinčiti troke, recimo, ne, po moje je to lih zaradi jogija, ker je premehek ali kaj podobno, ne. Pole, ko ležim na boki, levo, desno, ne, se to sigurno pozna, kaj drugače stisne živce in podobno, ne. Tako da, ja, ležišče je ful pomembno in bilo kjeri, ki mi reče, ima problem s kakšnimi živcami v rokah, jaz rečem prvo, vprašaj se, kakšno ležišče imaš. Ker tisto lahko doskrat spremeni oziroma popravi situacijo, ker se pač sploh ne zavedamo, da je lahko to, ne.
Jaz moram reči, da nimam problemov s tem, no. Zaenkrat. Ja. Tako. Še kakšna taka stvar, ki ti pomaga pri dodatni regeneraciji? V bistvu, ja, ker sem na pripravah v sklopu reprezentanc je tudi recimo fizioterapeut dobrodošel, ne pri tem. Drugače pa prakticiram kdaj tudi raztezna vaja, sploh če ima drugi dan kakšno tekmo in podobno. In to je to, no. Mislim, da največ pomaga to takoj po treningi prehrana, se pravi, da takoj po naporu zaužiješ tiste beljakovine in ogljikove hidrate in potem, ko smo govorili, zdaj spanec. Ja. To je največ. Meni mi spanci, jaz ko prijem zjutro, ko pogledam na uru, če se lahko kaže prav, lahko ne kaže prav, tisti napolnjenost baterije kao telesa. Če vidim zjutraj, da sem nad 90, rečem, hvala Bogu, sem dobro spal, ne. Itak pole to malo vpliva na glavo in potem seveda na počutje čez dan in koliko si upaš dober trening narediti, ne, in podobno. Ampak ja, večinoma nimam težav z regeneracijo, no. Na koliko ur spanca targetiraš? Če se da, 8 ur mi je zadosti, 8 ur je idealno, 9 je že tako skoraj preveč, ne morem spati 9 ur. Doskrat ne rata 8 ur, rata 7,5, 7. Priznam tudi, kdaj grem po kosili, če cajt dopušča, po zimi malo več, po leti bo malo menj, ne, cajta. Grem malo zadremat, 20 minut me zadosti in to je to, no. Ja, se dremeži mogoče imajo malo negativni priznak, sploh v naši tej zahodni družbi, kapitalistični, ker stalno treba biti produktiven in tako. Ma tisti dremež 20 minut ti lahko ful da. Tudi tako študije kažejo in na energijo, regeneracijo, počutje, kreativo, duševno zdravje, pač ful efektov ima. Vse jaz vidim tudi, recimo, če sem naspan, da spim dobro, čez dan ne rabim toliko cukra pojesti, recimo. Kako sem zaspan in da sem mi kopičal stvari z dneva v dan, ne, da ne se reviram naspet zregenerirati, pač tista milka, recimo, če govorim milka, tista milka, kar izpuhti, ne, ker rabim neko energijo, ne, če spim dobro pa in če sem tako dosleden pri spancu in vsemu, pa vidim, da ne rabim toliko skozi hrano prinesti energijo noterno. Prej si omenil, da je kolesarstvo, parakolesarstvo zmeraj dražje, ker je pač tudi, če hočeš ohranjati stik z vrhem, stalno se tehnologija izboljšuje, pa taki dodatki, pa pa nova kolesa in tako. Tako da se predstavljam, da finančno je to kar zelo high. Pa me zanima še to, no, kako finančno uspeš vse shendlati in da še vedno ostaneš na tej ravni, ko si. Ja. V bistvu, to se je začelo že v motokrosi, ne, ti, če si v nekaj zaljubljen, v zmernem dobu tiste finance, da boš, ne vem, malo šel na tekmo, ali si boš kupil nekaj ali podobno, ne. V motokrosi je bilo to precej težje, ker je bil pač bolj drag šport. Je pa res, da nisem tekmoval na tako vrhunski ravni, kot tekmujem zdaj. Je pa parakolesarstvo še zmeraj bolj poceni. Zdaj pustimo samo kolo, ki je res vrednost enega dobrega avta, ampak moramo vedeti, da to je profesionalno kolo, ne. Koliko govorimo, 10-15 tisoč? Ali še več? 25 tisoč. Urko dijo. 25 tisoč je že res, se pravi, da je komplet kolo karbonsko, da imaš dobro obroče, se pravi in težo, da gledaš in vse in aerodinamiku, je 25 danes recimo zadosti. Ko sem jaz kupil kolo, ko sem rekel prej 2020, marca, ni bilo top kolo, je bilo res, so zmagali olimpijske s tistim kolesom, ne, je bilo 10 tisoč in še malo, 10 evrov, točno, ne, 13 tisoč 10 evrov, zdaj smo na 25 za isto kolo, ne, kaj 6 let razlika, recimo. Samo ja, če hočeš loviti tiste sekunde, moraš imeti vse top. Zraven kolesa so tudi, ne vem, priprave, ki zahtevajo svojo ceno, ne, in svoj čas tudi. Tisto tudi stane, se pravi višina in podobno. Ne vem, jaz ne delam neke računice konc leta, ampak sem hvaležen sponzorjem, ki mi pomagajo. Imam privat sponzorje, ne vem, Tik iz Kobarida, seveda Meblo Jogi, ja, da ne pozabim, kjer sem tudi v klubu. Neki privat sponzorji, ki hočejo biti zakriti tudi. Nekaj sponzorov mi je ostalo tudi iz motokrosa.
ko so mi sploh pri prvem kolesi pomagali, da sem lahko nabavil kolo, to karbonsko, ki sem rekel, za olimpijske igre takrat, paralimpijske igre. Zvezo za šport invalidov Slovenije isto moram omeniti, ki mi omogoča tekmovanja na svetovnem rangu, omogoča mi tudi nekaj priprave in če je le možno tudi kakšno opremo, da mi sfinancirajo, tako da ko sem rekel, jaz bojiš, da ne delam računice konc leta, pač provam priti z neko nulo čez sezono, zdaj kdaj uspe, kdaj ne uspe. Res, vsakmu sponzorju sem ful hvaležen, da me podpira, da vidi neko vizijo v meni, jaz se pa trudim vrniti nekako z rezultatami ali s kakšno promocijo ali kaj podobnega, no, da so obje strani zadovoljna potem. Verjetno pa veliko vlogo igra tudi družina, ne? Si rekel, da ste zelo povezani, tudi takoj po poškodbi so ti pomagali, verjetno ste še vedno tak dober odnos od doma. Itak. Jaz živim še doma s starši, imam še 2 brata, jaz sem eden izmed dvojčkov, imam še starejšega brata, ona 2 sta se odselila, lih takrat, ko sem jaz prišel iz rehabilitacije domov v bistvu. Oba imata že družine, tako da zdaj nas je zmeraj več, je fajn vzdušje, ko se dobimo vsi, ne. In ja, podpora je itak, pač zmeraj pred dirko mi napišejo kakšne lepe besede, poleg mi je težko vmes dirke se spomnim na kaj takega, ne, kakšno lepo sporočilo in mi da tisto še kakšen dodaten vat na koli, da dosežem kakšen boljši rezultat, ne. Tako da ja, podpora doma, da mi kaj pomagajo narediti, mi je tudi, kaj mi kdaj zmanjka cajta, ne vem, oprati opremo ali pa bilo kaj mi že dosti pomeni, ker kada gre na priprave, sem za vse sam, ne, in za kuhati in za si pripraviti vse stvari in kolo in vse, sem za vse sam, in poleg doma toliko bolj ceniš take stvari, ne, ker vidiš, da ti nekdo lahko pomaga. Tako da ja, sem hvaležen res vsem za podporo. Bi se premaknil malo iz športa, parašporta v vsakdanje življenje in me predvsem zanima to življenje, tvoje življenje kot življenje invalida, če lahko tako rečem. Ja. In me zanima, prvič, se pravi, ko se ti je zgodila nesreča, verjetno ni bil prav enostaven ta prehod iz normalnega življenja v neko posebno oziroma prilagojeno življenje. Kaj ti je bil takrat največji izziv? Jaz se spomnim, če gremo prav od začetka, prvo mi je bilo že, da se presedem voziček, ne. Se pravi, jaz sem ležal v bolnišnični postelji dober mesec, mi zdi. 14 dni preko sem šel na uri Soča, so me začeli postavljati na rob postelje, da sem lahko šel, da so me starši lahko peljali z vozičkom ven na svež zrak. To je bil že velik korak naprej, ne. Pač jaz sem samo naučiti znova, ne vem, oblačiti, poskrbeti za osebno higieno, iti tudi na WC, vse na novo, ti, ki ne čutiš tukaj dol telesa, lahko si misliš, koliko problemov, na začetku so problemi, ja, to je, in koliko skrbi imaš, ne, ker pač ne veš, kdaj moraš iti na kakšno potrebu, ne, če sem direkten. Vse to nekako pole spoznaš telo, natreniraš in podobno. Naslednji korak je bil, ko sem prišel na Sočo, jaz hočem biti samostojen, to pomeni, da ne bom čakal jaz medicinske sestre, kdaj me bojo prestavili dobesedno iz postelje na voziček, ker takrat je bilo ne vem, si imel, mislim, da 4 možnosti čez dan iti v voziček ali pa iz vozička v posteljo, ne. Zdaj, če si zamudil ti tisto uro, pomagaj si, oziroma si samo ne krejati, ampak ni bilo prav, ker jaz razumem, tudi oni imajo svoje obveznosti zaposleni tam, ne. In tako da sem bil vezan na tisto, se pravi, mislim, da je bilo ob 7:30 je bila večerja, ob 7 so te spravili v posteljo in zdaj zvečer, ne, recimo, in zdaj ti ne moreš iti več iz postelje, ne, ker ne znaš, pač se ne znaš premakniti v posteljo, v voziček. Tako da tisto premikanje v voziček je bil drugi nek korak. Potem na tem inštitutu v Risoča je vse prilagojeno, ne, je vse ravno, ni nekjer nobenega zoba, nobene stopničke za voziček, ne, kar je ovira. Posod so dvigale, široko in podobno. Ja, ko priješ domov, je malo drugače, ne. Mi živimo v prvem nadstropju, imamo, mislim, da 16-17 stopnic,
na začetku ni bilo dvihala, smo mogli nositi, jaz zdaj ne. Enkrat, dvakrat čez dan to bomo nosili, ne, se je bilo malo večkrat, ne je bilo 4-krat, 5-krat. Zdaj ne morem jaz izmišljavati, ali bom šel gor ali dol, ne, kje bom. Tako da je bilo tisto bila ena velika ovira, ne, in no, potem, ko smo si nekako doma smo naredili dvihalo, s pomočjo prijateljev, se pravi zunanje dvihalo, da pridem iz dvorišča na balkon in potem v stanovanje. Sem bil že malo bolj mobilen in pa je bil naslednji projekt, je bil seveda avto, ne. Zdaj ne morem jaz, da skozi prosjači, takrat so hodil še na rehabilitacijo, na terapijo in podobno, da me skozi eden vozi, ne. Sej ne da mi je izpod časti, ampak pač hočeš biti čim bolj samostojen, kot si bil prej, ne. In potem, ko sem dobil avto, doma nismo imeli avtomatskega menjalnika, smo morali nabaviti avto, malo večji, zaradi tega, da lahko spravim še voziček noter, da ni previsok, da se lahko lažje presede in podobno. In potem komande noter in je bilo spet tisto, ko narediš po 18 letih izpit za avto, ne. Si spet odpre svet nekako, ne. Rata samostojen, si malo bolj frajer in tako, ne. Tako da to so bili taki majhni koraki v novem življenju, pa v življenju po poškodbi, no, ko so mi dajali tisti optimizem, veselje vsaki dan, ne, nekaj tudi izzivi so bili, ne. Ne vem, jaz sem dobil avto, oziroma smo kupili avto, ne, predelan, ja, zdaj se mora spraviti noter, ne, prvo sebe, pa mora spraviti še voziček, to je neki izziv bil na začetku, ne. Tako da taka majhna malenkosti v bistvu sem komaj čakal, da se zbudim drugi dan, da probam, da se preizkusim v tem, da grem v Gorico, da vidim, kako je parkirati na invalidskem parkingu, kako se, ne vem, okolica obnaša in take reči, te pa le žene vnaprej, da pač, ne vem, si pozitiven ali... Mene me take stvari zanimajo, no, kaj prinese življenje, kaj prinese drugi dan in me žene naprej. Zdaj je že 9 let, se pravi, od tvoje poškodbe, pa me zanima, kako je recimo tudi naša družba, kako mi dojemamo ljudi z posebnimi potrebami. A si videl recimo v teh 9 letih, da se je odnos spremenil, kako je glede stigme in tako, no? Kot družba mislim, da smo mi že normalni. Tudi če smo na vozički, smo recimo normalni v družbi, no. Ja, ker greš, ne vem, nedolgo nazaj sem bil na enem, smo šli v en lokal, ker je bilo ful gužve, ne. Pač jaz sem bolj nizko, ne, vsi so višje, ampak so se vsi umaknili, tudi če so bili, ne vem, pol jih je bilo pijanih ali pa kaj, so bili taki uvidevni, no, do mene invalida. Jaz sem bil na invalidskem vozički, še 2 prijatelja sta bila z mano, ni bilo nobenega problema. Ko vide kakšna oseba na parkirišču, da se spravljam v avto ali pa iz avta, dostikrat pridejo, rabiš kakšno pomoč, rabiš kaj eno drugo, zmeraj rečem ne, zato ker pač ima naštudirano, kako spraviti voziček, zdaj preko razložim, bo več cajta trajalo in zaenkrat, dokler sem zdrav, dokler mi delajo roke, to naredim brez problema. Mačem reči, ja, zmeraj sem deležen kakšne pomoči. Lahko povem tudi to, ko sem šel s prijateljem v Stožice gledati eno tekmo, mislim, da je bila takrat odbojka ali rokomet, no, se ni važno, smo malo zamujala, se nismo znajdla tam po parkirišču in pa smo naletela na stopnice in so prišli 4 fantje zdraven, ki so isto hiteli, so malo zamujali, so rekli, smo vprašali, če vejo, kje je dvihalo, ker so bili tam iz Ljubljane, so rekli, da ne, dej, vsi te primemo vse po eni strani in te kar nesemo gor. Je bilo res, ne vem, enih 30 stopnic in so me primili, zahrabili, nesli gor, so rekli, rabi še kaj, sem rekel, hvala, to je to. In tako da mislim, da družba nas sprejema dobro. Ne vem, vidijo, da se trudimo tudi, ko športniki smo zmeraj bolj prepoznavni, parašportniki, no, je to po paraolimpijskih igrah v Tokiu šlo na višji raven, no, kar se tiče prepoznavnosti in vseh športov in vsega. Ne vem, jaz se tudi trudim, če me kam povabijo, da predstavim svojo zgodbo. Jaz grem predstaviti zgodbo, nočem, da me kakšen gleda, tako da sem na vozički, da se kakšen usmiljem. To ni moj namen. Bolje je da vidijo, da lahko kljub kakšni taki preizkušnji težki še zmeraj gre življenje naprej, da lahko živiš normalno, čim bolj normalno, no. In to je to nekako, no. Zdaj, ko si omenil, da govoriš, predavaš oziroma probaš pomagati ljudem, kaj recimo vidiš, da
ljudi najbolj navdihne oziroma jim najbolj tako da misliti, mogoče nam normalnim in pa tudi nekomu, ki ima neke težave, pa ima posebne potrebe in tako. Predvsem vidijo to, da sem pozitiven, ne, kljub temu, da sem na vozički. Zdaj, če je zdraven men, če prepeljem še kolo, pole je itak fokus tudi na športi, ne, da vidijo, kako se ti presedeš v to kolo in take reči. Ne. Vidijo, da se marsikaj da. Ne. Doskrat mi tudi pole ali napišejo, ali dobim odziva, da so razmišljali po predavanju. Jaz ne rečem temu predavanje, jaz želim povedati svojo zgodbo, nekako motivacijsko bolj, ne, da se razmišljajo, ja, da si preveč komplicirajo življenje, samo pač ljudje smo taki, ne. Jaz sem bil isti pred poškodbo, ne, dokler nisem ležal en mesec v bolnici, ne, in razmišljal o tem, ne, sem bil pač čisto, normalno mi je bilo, da grem čez stopnico in vse, ne, zdaj pa bolj cenim vsako malenkost, nekaj prej nisem. In dosti ljudi po taki zgodbi, ki slišajo, ne, verjetno bolj cenijo določene stvari, ki so samoumevne. Ne. Tako da, ne vem, jaz pravim, če si ne komplicira življenje, lahko je življenje precej bolj lepo, kakšen, ki si komplicira in ne vem, si dela probleme brez, kjer jih ni. No. Ker problemi vemo, da so za vsakim vohalom, zdaj lahko jih narediš, da so majhni ali pa veliki, jaz si naredim, da so čim manjši. Zmeraj ni možno, ma ja, si provam tako narediti dan oziroma življenje. No, ful lepa misel. Prej si omenil izzive, ki si jih imel na začetku. Kaj pa zdaj recimo? A so še vedno kakšni taki izzivi, na katere se mogoče nisi še navadil, a pa jih nisi še uspel sprejeti? Tako, mislim, itak vrata se odpirajo vsaki dan, mislim, vsaki dan, ne vsaki mesec kakšna nova, ne, prijo kakšni novi izzivi. Ne vem, nazadnje je bil izziv, ko smo bili recimo na tekmovanju na svetovnem pokalu na Tajskem. Tista potovanja, itak, taka dolga potovanja so zmeraj izziv, ne, recimo, če bo prišla oprema cela dol, če bo prišlo, ne vem, kolo sploh dol, ne, in podobno. Ne vem, kar se tiče športa, imam precej izzivov, da vidim, do kje bom lahko prelezel, pedaliral, ali kako bi rekel, kolesarju, ne, koliko visoko, kakšni rezultati me čakajo še, upam, da dobri. Zato se trudim vsaki dan, ne. Seveda moram poslušati telo, da pač telo je eno, ne, da pazim na telo, da se ne prenatreniram, rečemo, ne, ali da ne pride do kakšne poškodbe, ne, ker zdaj pri kolesi, če se zvrnem, če se zlomim roko, ne vem, kaj bo, ne, glede na to, da sem na vozički. Tako da počasi, kakšni izzivi pridejo vsakodnevno in to me nekako motivira za naprej. Zdaj, na tvojem kolesu ti si, ko si omenil, si ful nizko in verjetno to zna tudi biti kdaj nevarno, ne, na cesti. Ali kako je pri tem, ali je dosti, ni lih najbolj varno. Ni, mislim, jaz se strinjam, ne, ker sem srečal kakšna naročena kolesarja na cesti, tako se ustrašiš, ne. Ker prvo zato, ker je nekaj drugačnega na cesti, ne, to tisto preseneti, in drugo zato, ker je nizko, ne. Jaz pravim, da za varnost v prometu največ lahko poskrbi sam, ne. So kolesari, ki grejo skozi rdečo luč, ne, ki imajo treninge in podobno. Jaz nisem tak, jaz se ustavim, rajši tudi trener je tak, reče, če imaš interval, ustavi pri rdeči luči, ker enkrat te bo pobral avto in te ne bo več, ne. Te ne bo več, se bilo kaj lahko zgodi, ne. Tako da v prometu moraš lahko sam največ narediti za svojo varnost. Uporabljam lučko spredaj zadej, en pravijo, da me vidite, en da ni. Uporabljam zastavice, en pravijo, da je videti, en da ni. Zdaj, ne vem, ko sem rekel, najbolj varno se počutim še na domačih cestah, ne, ko točno poznaš, ne vem, in veš, kje so luknje, in veš, kje je kakšen dovoz iz stranske ceste in podobno. Ker grem pekam ven po sveti, no, moram biti še toliko bolj fokusiran na promet, ne, da me kakšen ne pobere, kaj se zavedam. Tista zaščitna ograja na cesti je recimo taka višina, moja zastavica sega lahko lih malo čez, ne, in če prije stranske ceste, jaz se zavedam, da me tisti avto lahko ne vidi in moram biti pripravljen, da bom mogel ustaviti na hitro, ne. Zdaj izmeren to ni, pač tudi jaz nisem, pač ne vem, kaj bi rekel, ne. Se mi lahko tudi meni zgodi, da kakšen spregledam, fokus na cesti mora biti zmeren, no.
sploh, ko rečem kamion mimo, ne, je malo tako. Jaz sicer uporabljam ogledalce, imam pred sabo, da vidim nazaj, ne. Promet, to je ena velika prednost, medtem ko navadni kolesarji nimajo pogleda nazaj, ne. V bistvu je samo naprej. Tako da, lokor je to je ena velika prednost, bo rekel jaz, ker vidiš kamion, kdaj prihaja, kdaj bo šel mimo, ali pa avto, kdaj bo šel prehitavati, ne. Vidiš v istem cajti naprej tudi, lokor malo odreagiraš. Zaenkrat nisem imel nobenega problema, no, naj tako ostane čim več cajta. Tako je. Prej si omenil, da si se zdaj vračal z Tajske, priletel si prejšnji teden, tako da nam lahko predstaviš, kaj si delal na Tajskem in kako je šlo vse skupaj. Letos smo imeli dokaj zgodaj svetovni pokal, se pravi marca meseca na Tajskem. Vemo, da dole je ful toplo zdaj, tako da je bilo že tam neki izziv. Bil sem februarja na pripravah na Kanarskih otokah, da sem se čim bolj pripravil tudi na vročino in podobno. Smo imeli super vreme, celih 17 dni. Pa je sedel ta svetovni pokal. Prvi letos, imamo 3, ta je bil prvi. Itak se je zakompliciralo že zaradi situacije na vzhodi, ne. Pač zaradi vojne smo morali spremeniti letalske karte, kjer se nam je prvo zamaknil za en dan odhod od doma in zamaknil prihod za 3 dni. To je bil še najmanjši problem, važno je bilo, da smo prišli mi pravočasno dol. Potovanje se je malo podaljšalo, mogli smo iti do Milana, prej smo imeli iz Venecije in podobno. Leteli smo malo, kako bi rekli, okrog hriti v Varžet, ne, bi se reklo. S trenerjem sva toliko bila motivirana, glede na treninge, ki smo jih naredila, da smo, ne za vsako ceno, ampak da smo si res želela nastopiti na tem svetovnem pokali. No, v glavne šlo je, potem smo prišli dol, je bilo vse v redu, oprema in vse. Jaz sem se en teden prevajal en teden prej smo bili dole, da sem se prevadil na vročino. Dol je bilo, največje je bilo, ko smo prišli, je bilo 30 stopinj, na dan tekmovanja je bilo 38 stopinj. Dole je tudi precej visoka vlaga, tako da v takih razmerah jaz nisem še tekmoval. Bilo je zanimivo zaradi trase, ker je bilo dosti vzpona, en ful hiter spust je bil, mislim, da sem dosegel 79 na uro, in tako se spustiš dol in potem zapelješ v Vink, tako da je bilo adrenalinsko, ne, itak. In kaj ne rečem, to so prve te medalje iz svetovnega prvenstva, svetovnega pokala, ki smo jih dosegli. Že dolgo smo si želeli doseči medaljo, ampak nekako zmeraj ti mora poklopiti tisti dan, da je vse res, da spiš dobro, da, ne vem, se počutiš dobro zjutraj pred tekmovanjem. To nam je zdaj uspelo, no. Zmeraj sem imel boljši rezultat na cestni dirki. Tekmovanje je zmeraj sestavljeno iz kronometra in cestne dirke. V kronometri vozi pač vsak sam in je pač ni toliko taktika tisti glavni faktor rezultata, ampak v bistvu moč, ne. In sem dosegel prvo medaljo že v kronometri, to je ta bronasta. Tako da smo nekako bili presenečeni za tisto medaljo, bolj smo ciljali za cestno dirko in potem je prišla čez 2 dni še cestna dirka na razpored in sem bil drugi. Tako da 2 medalje iz Tajske so precej dobra motivacija za naprej, no, za nadaljevanje sezone in kaj ne rečem, smo bili veseli, no. Ja, iskrene čestitke. Jaz sem vedel, ker si malo podelil na socialnih omrežjih. Ja. In sem bil ful vesel za tebe, tako da se mi zdi taka lepa nagrada, da ves trud, ne. Vse je tako, ne, ko sem rekel prej, smo zelo blizu tekmovalci, ne, sploh tistih prvih 10, lahko bilo kdo zmaga, ne, in poleg se ne da obljubljaš, ampak nekako na javu moraš dati, kaj pričakuješ od tekmovanja, ne, in zmeraj je bila tista medalja, ne, že lansko sezono, medalja bo in pač nismo dosegli, ne, in zdaj končno smo najavili medaljo in smo res dosegli to, kar smo rekli, kar smo si želeli, in je to nek tisti nagrada za vse trdo delo, no. Zdaj na nas, da pa nadaljujemo v tem stili, ne. In kakšni so plani za naprej?
Ja, zdaj bo en kup priprav pred tekmovanjem. V ponedeljek grem na priprave, na višinske priprave v Livigno, da se pripravi na drugi svetovni pokal, ki je v Belgiji, konec aprila. Takoj vikend, se pravi naslednji teden po tistem prvi teden v maju, je še tretji svetovni pokal in zadnji za letošnjo sezono v Italiji, v Abruzzi. Takoj pa tistem grem spet na priprava, da se pripravi na Evropsko prvenstvo, tako da na koncu je še glavni cilj svetovno prvenstvo v začetku septembra v Ameriki. Ko sem rekel, letos se že točkuje za naslednje paraolimpijske igre v Los Angelesu 2028. Zbiramo točke, če bo šlo v tem stili, zna biti, da bomo dobili že vstopnico letos. Tako da zdaj tu je cilj nabrati čim več točk, zmagati čim več dirk oziroma biti na vrhu na svetovni lestvici in manjše, niže kategorizirane dirke zmagati, ki tudi pa niso nekaj točk. Tako da medalja, vstopnica za paraolimpijske igre in svetovno prvenstvo zdaj so naslednji cilji, glavni cilji. Bomo držali pasti, bomo navivali. Hvala. Drugič. Se bomo potrudili. Tako, preko gremo še do zaključnih vprašanj, me pa zanima, kakšno sporočilo oziroma kakšen nasvet bi dal nekomu, ki se sooča s kakšno poškodbo ali pa tudi z invalidnostjo, ki je na taki poti, ki si bil ti? Zdaj, če doleti nesreča, tako kot doletela mene, se pravi, da si nekako zdrav do tega trenutka in potem, da ti zgodi nesreča, da mogoče te prikova na invalidski voziček ali pa, ne vem, da ostaneš brez roke, brez noge, bilo kaj takega, je moje sporočilo to, da se splača zmerno vztrajati. So primeri, ki bo medicina sigurno napredovala do te mere, da bomo lahko, upam, da tudi jaz kdaj spet shodil, tako da vsak dan se splača truditi, biti nekako motiviran, da se probaš vključiti v življenje spet normalno, ko si bil prej. Če ne drugega, če ne zaradi sebe, zaradi okolice, ki ti pomaga pri taki preizkušnji, ker če oni vidijo, da se ti trudiš, ti bodo dali verjetno neko večjo energijo, kot da se ti predaš. Tako da bom rekel, da se splača truditi in ustrajati, ne glede na to, kakšno poškodba oziroma diagnoza te doleti. In biti optimističen. Tako, zdaj, ko si omenil to napredek v zdravstvu in tako, sem ti mislil že prej vprašati, pa sem pozabil. Kako napreduje zdravstvo na tem področju zdravljenja hrbtenice, hrbtenjače in tako? Če povem po pravici, vsako toliko dobim kakšen članek, ali mi kakšen pošlje, ali pa jaz naletim slučajno. Predvsem je to bolj v Ameriki, kjer se razvija operacija oziroma zdravilo ni še narejeno, da bi ti nekaj dali, da bi lahko shodil. Mislim, da nazadnje je bilo, da v bistvu na mesto poškodbe ti vstavijo nek čip, kjer ti premosti tiste signale, se pravi, kažejo signali iz glave v spodnji del telesa, skozi hrbtenjačo, da ti premosti kot neka elektrika, po domače povedano, in potem da upaš hoditi. To so že probali. Sicer operacija je, ne vem cena, ampak je ful draga, govorimo čez 200,000 evrov. Samo jaz sem taki, da zdaj tudi, če bi zbral ta denar in bi šel na operacijo, da bom jaz potem od tukaj, da bom rabil za 5 metrov, da se bom cel, ne vem, uničil, da bom utrujen, da bom naredil 5 korakov, pač. To mi ni meni cilj, rajši so vozički, Zdaj, če bojo pa uspeli enkrat, verjamem, da bojo uspeli enkrat narediti to, da boš lahko recimo normalno hodil, si bi tudi jaz želel to probati, Zdaj ostajajo neki roboti, ampak to si moraš dati robot gor, moraš noge si zapreti noter, to ni, da boš zdaj vsak dan hodil, to je v času rehabilitacije mogoče bolj. Jaz verjamem, da bo delal preizkušnje, različne organizacije, Wings for Life in podobne delajo na tem, razvijajo zdravilo, zaenkrat ni še, sigurno bo. To je že zanimivo, da so že preko čipa uspeli nekako vzpostaviti to. To je že lep napredek, ne? Ja, zelo. Pravijo, da zdaj, ko se bo slišal, miši podhane, imajo zelo podobno hrbtenico kot človeško telo in delajo preizkuse na njih. Baje, da tisto ful pomaga pri kakšni novi iznajdbi, pri tem projekti in
tako da delajo na tem in sigurno bojo uspeli. Super. Ja. No, taka lepa prihodnost potem nas Sigurno, čaka. sigurno. Ja. Super. Evo, zdaj gremo še do zaključnih vprašanj, ki so v bistvu vezana na našo tematiko podcasta, dobro počutje, osebnostna rast. Pa me najprej zanima, kaj zate pomeni dobro počutje, benesere. Dobro počutje je to, da zjutraj se zbudim naspan, ne? Da me mislim, boli, če ima kakšen tonus v mišici, tisto vem, zakaj je, ne? Verjetno od treninga, dan prej. Dobro počutje mi je to, da se prvo dobro naspim, če naredim dober trening, je po treningu dobro počutje, tudi če sem utrujen, sem taki nahajpan, ne? Sem zadovoljen, da sem uspel nekaj dobro narediti in potem se sestavlja stvari, dobro spanje, dober trening, če še kaj dobrega pojem, je to to. Je dan dober in res zadovoljen spati. Tako je, tudi dobro, ja, dobro počutje. Kakšni 3 do 5 nasvetov za več dobrega počutja? Kaj recimo tebi pomaga, pa kaj bi nekomu predlagal? Zdaj, vse smo v studiu Mebla Jogi, ampak spanje je najbolj pomembno pri meni. Ko sem rekel, če dobro spim, je potem tudi odvisno, kaj bom jedel čez dan, ne rabim toliko cukra in podobnega dati v sebe. Spanje, prehrana, dobro, zdaj v mojem vsakodnevnem vsake dnevu, no, je se pravi regeneracija po treningi pomembna, druženje, mogoče s prijateljami, z družino. Jaz ne vem, hnenka pridejo nečaki, meni mi dajo energijo, nečaki, nečak, mi dajo tako energijo, ne vem, se kaj pa igram z njimi, me napolnijo z energijo, to je to. In kaj, ne vem, kaj taka, ne vem, mogoče, da kam grem, da se zapeljem z avtom na kakšen lep kraj, ne vem, poleti grem doskrat na Krk, recimo vejkat, če ne idem cejt, ne, tisto me tudi napolni z energijo, ker je spet nek drugi šport, po zimi grem kdaj smučat, zamenjam okolico, prijatelj, da ni lih skozi tisti pedal v roki, ne, od kola, in tako rečim, mi pripomorejo, da se dobro počutim. Tako. Super. Naslednje vprašanje, kakšen nasvet bi dal sebi 50 let nazaj, lahko gremo mogoče 10 let nazaj, pred poškodbo, tako da lahko izberemo tu časovnico. Nasvet. A pa kaj bi sam rekel, kaj bi sebi takrat rekel v tistem cajtu? Jaz sem takrat v športi, zdaj sem bil dosti upet v šport, ne, rekel, da tiskrat sem vse na silu, mora biti rezultat, mora biti nekaj drugo, mora biti dobra oprema in to. In pa sem pred poškodbo rekel, da bi jaz malo to bolj tako za veselje delal, ne. 24 let moraš že kaj delati, ne, tudi in tako, ne. Jaz bi rekel, da uživati življenje, če se le da delati tisto, kar te veseli. Zdaj v službi doskrat si vezan na urnik, ne moreš vse, delati, kar bi tel in prišel domov, kadar bi tel, ne. Biti obkrožen z dobrimi ljudmi, z ljudmi, ki ti pašajo, ne vem, ki ti oni tebi pomagajo, ti njim, ne, ki imaš neka skupna interesa, in če imaš to poštimano, po moje imaš vsaki dan je lepši, no. Tako imaš lepo življenje, tako bom rekel. Super. Evo, naslednje vprašanje, kakšen je bil nasvet, ki ti je najbolj pomagal v življenju, oziroma tisti, ki ti je najbolj ostal v spominu? Vztrajnost. En kolesar, dobro poznan, se spomnim, da je rekel, da moraš dosti vztrajati, Primož Roglič recimo, da moraš predvsej vztrajati, sploh v kolesarstvu, da je taki šport. In jaz se doskrat tega spomnim, zdaj, ko so prišli taki uspehi, recimo, koliko cajta smo s trenerjem že mislili, da bomo prišli do tega, nismo prišli do takega rezultata, in smo ustrajali in evo, zdaj smo tukaj, rezultati so prišli in ne samo v športu, tudi v življenju se splača ustrajati, pri moji poškodbi isto. Jaz sem ustrajal v rehabilitaciji, žal se nisem postavil na noge, ma sem pač vseeno samostojen in to je tisti ta glavno, no, da uspeš po moje v življenju, na bilo katerem področju. Se strinjam. Evo, še zadnje vprašanje, kaj je bila stvar, ki ti je najbolj pomagala, da si osebnostno zrasel oziroma postal boljša oseba?
Po moje podpora okolice. Zdaj, od poškodbe naprej, že pred poškodbo v motokrosi, sem imel ljudi okrog sebe, ki so mi pomagali. Ko sem prej omenil, če si zapomnil, če smo poslušali, se heca malo. Takoj po operaciji hrbta je prišel trener do mene, ki me je treniral motokros. To mi veliko pomeni, se pravi, to pove, kakšna oseba je. V motokrosi sem imel dobre ljudi okrog sebe. Upam, da sem tudi jaz dobra oseba do drugih. Če se le da, pomagam, če ne se umaknem, če ne znam oziroma ne morem pomagati. To je tisto, no, po moje, ki je ta glavno. Podpora okolice. Ja. Lepo, evo, s tem zaključujemo. Anej, najlepša ti hvala za današnji pogovor. Zdaj lahko še malo podeliš za tiste poslušalce, gledalce, ki te ne še spremljajo, ki te lahko spremljajo, ki te spoznajo več od tebe in tako naprej. No. Ja, dosti bojo izvedli itak na Facebooku ali pa na Instagramu, na mojem profilu, Anej Doplihar. Dosti bojo izvedli tudi na spletni strani Zveze za šport invalidov Slovenije, tam so bolj razni rezultati mojih tekmovanj. Drugače se pojavljam tudi na televiziji, sem voditelj oddaje Tempo, oddaja o parašportu, tako da če kdo želi kaj več izvedeti, mi lahko napiše kakšno sporočilo, se dobi tudi telefonska številka, ki je, če se povpraša, tako da jaz sem odprt zmeraj za kakšne nove pogovore in podobno, nove naveze stikov, tako da to je to. Super. Evo, jaz bom pa dal vse povezave v opis tega podcasta, da lahko samo kliknete, spoznaste več in tako naprej. Tako da to. Hvala ti res še enkrat in hvala tudi Meblo Yogi za prostor, za tukaj snemanje, pa podporo tako za nas, kot tudi pri tebi, ne, dosti podpirajo. Tako da, če vas zanima več od Meblo Yogita, si lahko polezete na spletni strani mebloyogi.si, ko lahko vidite, imajo zelo široko ponudbo, kvalitetne vzmetnice, lahko oba potrdiva to, ne samo kaj sponzorsko in vse. Tako da to. Upam, da vam je bilo zanimiv podcast, všeč podcast in se vidimo v prihodnih epizodah. Čau. Ja. Hvala ti.